Pozdravljeni! Pred veliko nagrado Azerbajdžana je potrebno imeti še zadnji brifing. Zadnji brifing bo tudi tokrat razdeljen na 3 ločene dele. V prvem si bomo ogledali, kaj so nam pravzaprav prikazale same kvalifikacije velike nagrade Azerbajdžana. V drugem se bomo malček ozrli za možnim ritmom na sami dirki. V tretjem pa vam bom skušal predstaviti svojo osebno vizijo glede možnih strategij na sami dirki. A začnimo na začetku s kvalifikacijami, ker smo lahko videli kar nekaj presenečenj. Nekatera so bila pozitivna, druga pač ne. A menim, da se lahko vsi mi navdušenci nad Formulo 1 strinjamo, da najboljši čas in seveda najboljši štartni položaj Charlesa Leclerca tu v Bakuju ni bilo presenečenje. Videli smo že mnogokrat letos, da je bil najhitrejši, če smo pravzaprav iskreni, tudi lani je tu dosegel pole position. In to, da sta bila oba Red Bulla tik za njim, tudi ni presenečenje. A presenečenje je, da Sergio Perez je bil pred Maxom Verstappenom. Sedaj moramo biti realni. Res uspelo mu je biti hitrejši na samih kvalifikacijah, ampak dvomim, da mu ne bo odstopil položaja, kolikor bo to potrebno. Menim, da je vsakomur izmed nas jasno, da je Sergio Perez pri Red Bullu v vlogi drugega voznika. Odličnega drugega voznika, ampak zmeraj drugega. Max tu pravzaprav ni razočaral, kar bomo videli v nadaljevanju. A rad bi poudaril še nekaj na 4. mestu Carlos Sainz mlajši. In že v prejšnjih prispevkih sem nekako omenil, da ni na nivoju Charlesa Leclerca, vsaj kar se tiče samih kvalifikacij. In videli smo njegov zaostanek več kot pol sekunde. To po mojem osebnem mnenju je bistveno preveč. Če bi bil znotraj 2, mogoče 3 desetink, bi zadeva bila še sprejemljiva. Tokrat to ni. Treba je poudariti, da pri tovarniški ekipi Mercedes so z obema bolidoma vstopili v zadnji del kvalifikacij. Ker verjetno lahko tudi nismo pričakovali tako samo po sebi umevno. Okolikor se za trenutek ozremo na same zaostanke, bomo takoj videli, da jih čaka še dolga pot do onih najboljših. Seveda, mnogo govora je bilo o skakljanju. Skakljanje se je pojavilo tudi pri Ferrariju, zato to ni izgovor. Izjemno dober in presenetljiv rezultat za oba voznika Alfa Taurija. Enega sem pričakoval v zadnjem delu kvalifikacij, ampak ne obeh, in seveda Gaslija ne tako visoko. Nisem pričakoval Sebastiana Vettela. In seveda to pomeni, da v današnji Formuli 1 voznik še šteje. In kako? Tistimi, ki so nam pripravili negativno presenečenje, moramo najprej omeniti ekipo Alpine. Res, Fernando Alonso je prišel v zadnji del kvalifikacij. Ampak 10. ne pomeni, da je bil nekaj izjemnega. Kolikor primerjamo njegov čas s tistim, ki ga je pokazal, Ocon je bil seveda boljši, ampak pričakoval sem oba Alpina tik za najhitrejšimi. Vsaj tako so kazale projekcije po prostih treningih. In seveda veliko razočaranje so nam pripravili tudi pri McLarenu. Menim, da vsaj enemu bi se bilo možno nekako prebiti tam med prvo deseterico.
In če ima Daniel Ricciardo izjemno slab trenutek v Formuli 1, danes ni bil bistveno počasnejši od Landa Norrisa. Težave gor ali dol, ki si jih lahko sreča na sami progi med kvalifikacijo. Sedaj se moramo ozreti tudi k Alfa Romeo F1 Team, kjer smo verjetno vsi pričakovali Valtterija Bottasa bistveno više. Tokrat je praktično tik pred svojim moštvenim kolegom, kar zopet kaže, da tudi tu v Azerbajdžanu je bilo bistveno pripeljati recimo temu nekaj novih tehničnih izboljšav. Seveda sprememba barve, kot smo omenili v prispevku pred kvalifikacijami, to. In tisti, ki praktično zmeraj, recimo temu, zamujajo z razvojnimi paketi, so pri ekipi Haas. Iz presenečenja na prvih dirkah so se zopet uvrstili tja na dno. In to smo videli v prejšnjih sezonah že mnogokrat, ampak zgodi se, da ima kdaj pa kdaj kakšen izmed navdušencev malce krajši spomin. Treba je poudariti nekaj. Mick Schumacher nima izgovora. Tokrat je bil počasen, bistveno počasnejši od svojega moštvenega kolega. Kolikor bi bil njegov čas primerljiv ali boljši od tistega, ki bi ga pokazal Kevin Magnussen, ga seveda pohvalil. Res ni imel lahkih prostih treningov, ampak čas je, da pokaže svoj karakter, svojo bojevitost, svojo strast do Formule 1. Vidim ga izjemno pasivnega in nekako v podrejenem položaju v primerjavi z Magnussenom. Treba je poudariti, da po mojem osebnem mnenju Magnussen ni nek izjemen voznik. Seveda tudi Lance Stroll ni šel iz svoje kože, tu je seveda dosegel enega izmed vrhuncev svoje kariere, ampak videli bomo, kako se bo odvila sama dirka. Vidimo zatek k ritmu. Kolikor pogledamo to projekcijo samih kvalifikacij, bomo videli, da odraža pravzaprav tista negativna presenečenja, ki smo jih videli na sami razpredelnici. Alpine je zginil neznano kam, ampak vidimo tudi nekaj, kar je izjemno pomembnega. Da pri Ferrariju in Red Bullu so izjemno skupaj. Pustimo sedaj pri kraju samo simulacijo kvalifikacij in se ozremo na graf, ki nam kaže ritem na sami dirki. Bomo zopet videli, da pri Red Bullu in Ferrariju so izjemno blizu. Seveda, potem sledi predah in vsi ostali. Tu pri ostalih zasledovalcih vidimo, da so razlike med eno in drugo ekipo zopet izjemno majhne, tako da kdo je lahko tretja, četrta ali peta ekipa, lahko samo ugibamo. A to ni važno. Važno je nekaj drugega, kar moramo biti pozorni. Namreč, ukolikor pogledamo to simulacijo, ki nam predstavlja hitrost v primerjavi s skuderijo Ferrari, tistem tehničnem delu, tistem hitrem delu, bomo videli, da na hitrem delu, in govorimo o tretjem in prvem sektorju, so pri Red Bullu in seveda že tolikokrat omenjenem Alpinu v bistvu hitrejši. In tu bi vas rad opomnil na nekaj izjemno pomembnega. Mogoče ste spregledali pri samih kvalifikacijah. Res, Charles Leclerc je dosegel presenetljivo hiter čas. A treba je opomniti, da Perez v zadnjem poizkusu je bil rekorden v tretjem sektorju. In v Azerbajdžanu, v Bakuju, se je prehiteval v bistvu v tretjem sektorju. In ukolikor v prvih krogih uspe Perezu priti mimo Leclerca, bi znalo to v nadaljevanju biti tudi kritično. A seveda gre samo za neko teoretično možnost, ki se je pa izkazala na samih kvalifikacijah. In sedaj je prišel čas za
tisti običajni zadnji del, kjer vam predstavim svojo napoved glede možnih strategij. In zopet, gre za moje izračune, moje predvidevanje, nisem videl nobene napovedi, ki bi jo sestavil naprimer Pirelli ali drug, zato so te napovedi lahko tudi popolnoma zgrešene. Kolikor si pogledamo malce to skico, ki sem predstavil, bi lahko videli, da je po mojem mnenju najhitrejša strategija, tista z enim postankom, kjer bodo vozniki začeli na najmehkejši pnevmatiki, speljali tam okrog 16 krogov, seveda krog več ali manj, nataknili najtršo pnevmatiko in odpeljali do konca, tam okrog 35 krogov. Nato imamo strategijo z dvema postankoma, kjer je prvi del, tisti najmehkejši pnevmatiki, bistveno krajši, 12 krogov. Nato pnevmatika medium, 25 krogov, in nato malce daljši zadnji del zopet s pnevmatiko soft, približno 14 krogov. Seveda možne so tudi razne kombinacije. In tu bi rad poudaril nekaj. Namreč moji izračuni kažejo, da bi bila lahko ta strategija skoraj da tako hitra kot ona prva. Namreč razlika v času glede na trdoto je 6 desetink. 6 desetink med soft in medium in ponovnih 6 desetink med medium in hard. Torej, možno je, odvisno od tega, kaj se bo sploh dogajalo na progi. Glede možnih prekinitev in varnostnih avtomobilov ne bi stavil na to drugo varianto, ampak manj bi stavil na tretjo, ki nam ponuja nekaj, kar nima praktično možnosti doseči voznik v prvem delu, ukolikor uporablja pnevmatiko soft. Namreč bistveno daljši prvi del. S pnevmatiko medium bi seveda vsakdo lahko udobno prevozil 21 krogov, se ustavil, nataknil pnevmatiko hard in odpeljal do konca nadaljnjih približno 30 krogov z bistveno višjim ritmom od tistega, kar bi bili prisiljeni nekako držati nasprotniki, ki bi nekako vozili lahko tudi počasneje. Ampak zopet gre le za neko teoretično varianto, ki sem vam jo hotel predstaviti kot tretjo možno, ampak izjemno malo verjetno. A brez skrbi, v drugem delu komentarja po dirki bomo seveda primerjali, kar sem vam predstavil sedaj jaz, s tistim, kar so pripravili pri Pirelliju in seveda onim, kar so pokazale ekipe na sami dirki. Danes, za zadnji briefing, je seveda to vse. Hvala za vašo pozornost, seveda nasvidenje.